Kje najhuje občutijo zaprtje hormuške ožine? Odgovor je v jugovzhodni Aziji, kar 84% surove nafte in 83% utekočinjenega zemeljskega plina, ki je leta 2024 potoval skozi ožino, je bilo namreč namenjeno tja. Največje odjemalke pa Kitajska, Indija, Japonska in Južna Koreja, ki so vzele skoraj 70% pošiljk. Na Filipinih in v Pakistanu so oblasti uvedle 4-dnevni delovni teden. Uradnike na Tajskem in v Vietnamu spodbujajo k delu od doma. Medtem je Mjanmar uvedel izmenične dneve vožnje, nekatere države pa preventivno občasno tudi odpovedujejo pouk. Šok v dobavni verigi je opozoril na omejene energetske rezerve v regiji. Aziji resno grozi veliko pomanjkanje goriva, še največ rezerv ima Japonska za kakšnih 254 dni. Tajska je že prepovedala izvoz nafte, prav tako Kitajska. Kaj pa Evropa? Za razliko od Azije ni velika uvoznica iz Perzijskega zaliva. Manj kot 10% plina prihaja skozi hormuško ožino in ne dosti več nafte. EU večino nafte dobi iz Norveške in ZDA. Za zdaj zaloge so, dogajanje bolj kot ne viša cene. A vojna močno krni tudi dobavo umetnih gnojil, saj skozi hormuško ožino potuje velik del svetovnega izvoza. Združeni narodi že opozarjajo na tveganje za prehransko varnost. Regija proizvede skoraj polovico svetovnega žvepla, približno tretjino sečnine in četrtino amonijaka, pomembnih sestavin za kmetijstvo.